Življenje in kariera Dejana Vinčiča sta zgodba vztrajnosti, srcu in predanosti, zgodba, ki je sooblikovala zlato obdobje slovenske odbojkarske reprezentance. Dejan se je rodil 15. septembra leta 1986 v Slovenj Gradcu in svojo pot začel v šoli v domačem Velenju. Potem pa so ga usmerili v šoštanski klub. Že tam je pokazal, da zmaga ni vedno stvar talenta, ampak predvsem neomajne volje, discipline in dela. Od leta 2005 je postal nepogrešljiv člen slovenske izbrane vrste. Prvič je oblekel dres članske reprezentance 13. maja 2005 in vse od takrat je bil v vsaki sezoni, vsaki tekmi, vsaki podaji pravi vodja. Z 238 nastopi je pustil neizbrisno sled v zgodovini slovenske reprezentančne odbojke. Dejan, dobrodošel. Danes sva rekla, da se bova tikala, zato ker sva se srečala že kar večkrat, tako da bova kar na tikaj, ne? Se strinjam. In kako se počutiš, ko sva se odločila, da bova intervju naredila kar v športni dvorani v telovadnici osnovne šole Gustava Šiliha Velenje, kjer si ti preživljal tvoja otroška leta? Šolska, seveda. Ideja je bila fenomenalna, a zdaj, ko sem pa dejansko tukaj, ko sem prišel v to telovadnico, kjer sem začel svoje odbojkarske korake prve, moram reči, da sem kar zelo, zelo vesel in ponosen, da sem nazaj tukaj in vse se mi zdi tako malo, takrat se mi je verjetno zdelo vse tako veliko in res sem vesel, da smo izbrala to lokacijo. Kdaj pa si nazadnje obiskal svojo osnovno šolo? Pa glih to sem razmišljal prej, pa jaz po moje, kar sem končal osnovno šolo, 8. razred, ne vem, če sem se že kdaj pojavil potem v tej telovadnici. Ne vem, fejs sem razmišljal, ma mislim, da je bilo res takrat v bistvu zadnjič. No, preden so se prižgale kamere, pa si se malce pošalil, da si v šolo vedno tekel. To pomeni, da si tako rad obiskoval šolo ali bil kakšen drug razlog? Razlog bi ta, da sem zelo rad spal zjutraj in sem zmeri zadnjo minuto hodil, tako da so zmeri te od šolskega centra naprej. Ta ravnina je zmeri bila v nekem polnem šprintu, da ne zamudim na prvo uro. Verjetno so spomini na osnovno šolo tako lepi, kot tudi kakšen malce manj lep spomin, pa greva na tiste najlepše. Torej, kakšni so spomini na osnovno šolo, kateri predmet je bil morda najljubši? Ampak tukaj našteje razna malica, pa to govorimo o predmetih. Ja, sigurno, tako kot si dejala, bilo je lepih trenutkov, malo manj lepih. Definitivno najljubši predmet je seveda bil športna vzgoja, likovna tehnika, angleščina, to so mi bili taki, bom rekel, najljubši predmeti, najbolj sem sovražil matematiko pa slovenščino, tako verjetno velika večina mlajših. In ja, to so mi bili definitivno najljubši predmeti. A imaš tudi na kakšnega učitelja še posebej lep spomin in če ja, zakaj? Imam, to je sigurno učitelj športne vzgoje Niko Jerončič, ki me je dejansko tudi upeljal v svet odbojke in mi približal ta prečudovit šport. Na začetku, bom rekel, smo se odločili trenirati odbojko kot krožek, zato ker je velika večina prijateljev, smo se zmenili, da gremo pač probati na odbojko in je bilo bolj zaradi tega druženja, zaradi druščine, da smo se upisali nekam, da smo skupaj. In potem sem ta šport, na začetku moram reči, nisem ga imel najbolj rad, zato ker sem bil nekako fizične primanjkljaje sem imel, vsi so hitreje dorasli, vsi so bili bolj zreli kot jaz in seveda vsak otrok, ki začne recimo v tem primeru trenirati odbojko, je tista prva misel, kako bom napadal žogo, kako bom udaril žogo. Jaz nisem bil glih najbolj sposoben udariti žogo ali pa skočiti najbolj visoko in sem bil nekako pri mreži, točno na tem mestu, kjer zdaj sedim in sem podajal ostalim, da so ostali napadali. In na začetku mi je to bilo zelo mučno in so tudi bili trenutki, ko sem hotel končati odbojko prav zaradi tega in tle moram res dati ogromno kredita Nikotu, da me je zadržal odbojki, da me je spodbujal, da
je bil, ko je bilo treba, oster do mene in nekako, bom rekel, moj začetni odbojkarski oče. Koliko pa si bil star pri teh začetkih in kdaj je Niko, ki si ga že večkrat omenil, videl, da si nekaj več, da očitno boš lahko uspel v odbojki? Pa ne vem, to je bolj mogoče vprašanje za njega. Verjetno, ne vem, če je glih videl, da sem jaz največji talent, to sigurno ni mogel predvideti. Je pa mogoče skozi čas videl, da pa sem delaven, pa da se res trudim, da sem posvečen in to je mogoče bila največja razlika med mano in, bom rekel, ostalimi, ki so bili takrat v tistem trenutku boljši od mene. Da sem res vsa poletja preživel na igrišču, včasih tukaj, kjer zdaj stoji avtobusna postaja, je bilo tako tartana, odbojkarsko igrišče iz tartana in smo cela poletja gor igrali odbojko, teda sem jaz zmeri v sezono prehajal nazaj boljši in mogoče je pol v enem trenutku, bom rekel tam v 7. razredu, 8. nekako videl, da pa res delam večje preskoke kot ostali. Začel sem pa mislim, da v 4. razredu osnovne šole trenirati. Čeprav tako te človek takole pogleda, si zelo visok, bi ti pripisal morda mesto košarkarja. Si se kdaj preizkusil v otroštvu, recimo v tej delovnici, še v kakšnem drugem športu, ki te je tudi navdušil? Moja druga ljubezen je košarka in tudi vsa ta poletja, ki ni šole, ki so počitnice, smo preživeli ali na basketu ali na odbojki in ta, bom rekel, velenjski streetball 3x3 je bil, me je nekako učvrstil, oboževal sem ga, na jezeru smo igrali doskrat in rekel, zelo sem bil v razpotju ali iti odbojko trenirati, nadaljevati ali pa iti košarki. Tudi recimo na tej osnovni šoli smo imeli 2 učitelja, Niko seveda, kateri je forsiral odbojko in na drugi strani je bil pa tovariš Frangeš, kateri je pa bolj bil za košarko ali pa nogometa. Tako da sem nekako bil zmeri v razpotju, kaj bi rajši, ampak je moja druščina ostala odbojki, tako da sem tudi jaz ostal odbojki in rekel, sem hvaležen in vesel, da sem ostal odbojki. Torej je tehnica prevesila na stran odbojke ravno zaradi družbe, zaradi prijateljev? Pa sigurno, to je 100% tako. Je pa tvoje življenje, otroštvo tudi zaznamovala ena taka težka osebna izkušnja, prezgodnja izguba očeta? Res je, jaz sem pri 11 letih izgubil očeta in to tako zelo na hitro, nepričakovano in dejansko je bil za nas, za mamo, za brata velik šok, ker oče je tista figura, ki je bil, ki je poskrbel, da je hrana na mizi, da so oblačila na hrbtu in ja, to obdobje, bom rekel, je bilo za mene, mislim za celo družino, zelo težko in mogoče tukaj skozi šport sem nekako se najdel ali pa probal sfiltrirati to bolečino. Mislim, itak bolečine ne moreš nikoli ne prebrodiš, tudi po 20 in tolikih letih še zmeraj je cmok v grlu, ko se pogovarjam o tem in niso bili lahki časi in jaz sem tukaj predvsem zelo vesel na brata, na mamo, da smo ostali skupaj, da smo držali skupaj, da je mama v bistvu sama nadaljevala to, kar je prej z svojim možem, očetom mojim, kako pot so imeli začrtano, da je to potem ona vse sama, ko naj rečem, shendlala ali pa nam priskrbela, da nam nikoli ni nič manjkalo. In sigurno, mislim, kapa dol mami, da je uspela z nami, ker pa ni bilo najlažje. So bili težki trenutki, tudi seveda, ko izgubiš očeta, je, mislim, že v finančnem smislu je ena plača manj v družini, ne veš, če si lahko vse privoščiš, gledaš ostale, ki grejo na počitnice, ti ostajaš doma, ampak kot sem dejal, mama je zmeraj tako poskrbela, da smo bili srečni in zadovoljni in da smo bili tudi vzgojeni
na prav način in ja, to obdobje je tisto malo manj lepo ali pa bom rekel boleče v mojem otroštvu, ampak me je mogoče pa naredilo in zgradilo človeka, kot sem postal danes. Ti je bila odbojka tudi nekakšen beg od tega, verjetno, da si preusmeril svoje misli, kot si že rekel, ne, si jih fokusiral v šport? Pa sigurno. Mi smo pač iz delavske družine, oba starša sta delala v Gorenju, oče je delal po svoji prvi službi še tudi privat, je bil res mojster za vse, od polaganja parketov do vse je znal iz lesa narediti, imel tudi svojo delavnico in nekako imel zelo visoke cilje in plane, kaj bo naredil v prihodnosti, ker se ni videl, da bo celo življenje delal v Gorenju za trakom in nekako, mislim, te cilji so se potem ugasnili in še tista delavnica še toliko let je ostala dol v kleti in dostikrat sem šel dol pogledat, ne vem, so to orodje in dostikrat sem hodil z njim po šoli, ni bilo, da sem lahko delal, kar sem hotel, če je oče rabil pomoč, sem šel z njim okrog, mu pomaga delati, karkoli sem mu lahko pomagal in se nekako učil od njega teh mojsterskih del. Kako je bil pa oče naklonjen športu? Jaz sem glih tako obdobje, sem začel trenirati, tako da ne vem, težko rečem, ni bil nek športni navdušenec, saj jaz se ne spomnim, da bi spremljal, ne vem, ali nogomet, ali košarko, ali karkoli, tako da zelo težko rečem, no, je bil res tak deloven človek, svojih 10 prstov je znal narediti dobesedno vse in usmerjen predvsem v to svojo poglavje. Verjetno pa kljub temu, da si ga izgubil zelo mlad, si vseeno po njem podedoval in verjetno po njem povzel to delovno smrljivost, ki je seveda zelo potrebna za vrhunskega športnika. Sigurno, te vrednote so nam vcepili pač starši meni in bratu že od res malih nog. Red in disciplina je bilo nekaj, kar je bilo, rekel, ne pravilo, ampak zakon, ki se ga ni smel kršiti, se pravi, in tega smo se mogli držati, če ne so bile posledice. In sigurno je velik, bom rekel, veliko je na mene vplivalo to njegovo razmišljanje in kako on vidi svet in kako moraš biti posvečen nečemu, kaj moraš žrtvovati vse, da prideš na cilj ali pa da uspeš ali pa da si uspešen, tako da to je pa sigurno prišlo od očeta in glih tako mame. In seveda so se pričeli tudi tvoji uspehi, ampak če vseeno še enkrat na začetek. Torej najprej tiste prve športne korake si naredil ravno v tej telovadnici osnovne šole Gustava Šiliha Velenje, kjer se zdaj le nahajava, potem pa si hodil v Topolšico na treninge. Tako je, ja, tukaj dejansko so se odvijali krožki, klub še dan danes obstaja v Šoštanju in takrat nas je Niko nam svetoval oziroma nam povedal, da se vpišemo v klub in tudi on je v klubu deloval, treniral mlajše selekcije in dejansko vsak dan nas je pobiral, nas vozil na treninge, tam smo trenirali nazaj. Ko sem pa enkrat šel v starejše generacije, govorim kadeti, mladinci, so prihajali drugi trenerji in glih tako klub je zmeraj poskrbel za nas, da smo lahko varno prispeli v Šoštanj, ali je to z avtobusom ali z vlakom, včasih, če se je zamudilo, smo šli tudi peš po tirnicah do Šoštanja in ja, mislim, naravna pot je, da iz enega krožka, kjer smo, rekel, že imeli že kot osnovna šola neke fine rezultate, da se to delo nadaljuje v klubu in jaz sem zelo vesel in ponosen, da sem zastopil klub kot je Šoštanj in da sem imel to priliko zrasti v tem klubu in ta klub nam je, ne samo meni, vsem nam mladim omogočil, da smo imeli res najboljše pogoje za napredek. Je bilo težko usklajevati šolo, treninge, tekme? Jaz tako moram poudariti, da v šoli nikoli nisem bil neki najbolj priden in nekako me je šport saj doma, pri mami, potem, ko smo ostali sami, reševal v smislu, da mi je marsikaj spregledala skozi prste v šoli
zaradi športa, zato ker je videla, koliko mi to pomeni, koliko sem posvečen in mogoče ni bila toliko stroga, kot bi bila dejansko, če se ne bi ukvarjal športom in je to bil velik faktor tudi pri meni v moji glavi, ker zdaj razmišljam, ko vračam film, ok, zdaj, če bom tle maksimalen, bom lahko pa v šoli mogoče malo popustil ali pa, ne vem, mi bojo šli na roko. Ja, že kot zelo mlad igralec pa si doživel olimpijske igre in sicer mladinske olimpijske igre v Parizu. Ja, 2008, če se ne motim, ja, 2008. Ja, Zaleno Đorđeviću smo bila na tej olimpijadi mladih, nekako prva taka velika izkušnja za mene in za njega in rekel, tako srečni, ko smo mi bili takrat, ker mi smo dejansko nismo odločali o svoji usodi sami, mi smo rabili, da Nizozemci premagajo Srbe, da bi mi se uvrstili naprej v polfinale, ker smo mi izgubili tisto odločilno tekmo za uvrstitev v polfinale in so se nam mogli vsi ostali rezultati poklopiti, da smo šli naprej. In to se je na koncu zgodilo, ne bom pozabil, jokali smo od sreče, vsi skakali po ulicah Pariza, kot da smo osvojili, ne vem, ker se spomnim, koliko nam je to pomenilo in potem smo osvojili tisti bron. Rekel, res tak prvi uspeh in rekel, neka zelo dobra motivacija za naprej. Verjetno res, koliko si bil star takrat, ko si dosegel ta uspeh? Kje smo bili? Smo bili kadetsko tekmovanje, je bilo to, se pravi 15-16 let. Kako si pa doživljal ta potovanja? Torej, odšel si od doma, ker naenkrat si moral sam likati, prati, kuhati. Ja, mislim, ker sem z 18 leti sem šel, če misliš na to, ker sem šel v Kanal igrati. Z 18 leti sem šel v Kanal, ja, dejansko zelo težka izkušnja, zato ker si nisem predstavljal, da bo tako. Še zmeraj sem imel v glavi, sem v Sloveniji, sem 2,5 uri stran od Velenja, pa bom lahko dosti hodil domov. Ampak dejansko ni bilo tako, pač treningi kot treningi so vsakodnevni bili, potem tekme, vikendi. Jaz še kot neizkušen takrat so me peljali dol so me pustili s kufri, tam sem bil, svojega avta nisem imel in sem dejansko bil v Kanalu prve 3 mesece. Kanal je zelo mala, rekel, vas, ki je en market, 2 gostilne in to je to. In prelep most, ki loči Sočo in to je to. In nobene druge animacije ni bilo tam. Ti pa 18-letni fant, kaj? Jaz pa 18-letni fant, z vozniško, brez avta, Nova Gorica blizu, Italija blizu, kjer se vse dogaja. In dejansko tisto obdobje je bilo za mene res zelo težko, ampak me je toliko ojačalo v smislu, da sem bil profesionalc in res posvečen samo odbojki, ker tam pa ta vas pa živi za odbojko. Karkoli se govori samo o odbojki. Dejansko jaz sem živel 50 metrov od športne dvorane in sem hodil peš na trening in dejansko vsak, če te je srečal, je bila debata o odbojki. Zdaj, če si zmagal, je bilo super, pa je bilo pozitivno, če si izgubil tekmo, so zmeraj bili komentarji, pa ono. Dejansko nisem bil tega navajen, ker v Šoštanju recimo take tradicije ni bilo. Ni toliko okolica živela za odbojko, pa da me ne bojo ljudje narobe razumeli. Dol je to na ekstra nivoju. Si nisem niti predstavljal, recimo, da dam en podatek. Igrišča od zunaj, od zraven dvorane, nogometna, košarkarska so bila prazna. Odbojkarska se je čakala kolona, kdaj bo kjer prišel na vrsto. Pač totalno drugačna kultura. Tako da ja, tisto me je pa, bom rekel, še dodatno naredilo trdo kožo in potem na srečo v klubu so mi
po 3 mesecih, ki sem jih prosil, če mi lahko uredijo kako prevozno sredstvo, da dobim avto klubski, in so mi ga zrihtali, Golf 2, rdeča, ne bom pozabil, ker sem z njo tudi v Velenje, potem se vozil in bil zelo, zelo srečen tam. Ampak ni bilo po eni strani tudi lažje, glede na to, da športniki se morate marsičemu tudi odreči, recimo ni ponočevanj, morate biti naspani, veliko je treningov, tudi paziti pri prehrani, morda je bilo pa manj tistih preizkušenj in manj raznih skušnjav v malem kraju. Ja, mogoče res. Mislim, jaz tudi tako iskreno nikoli nisem bil neki naklonjen nočnemu življenju oziroma ne vem, nekako sem imel jasno začrtan cilj, kaj hočem narediti sami sebe in seveda prije prav tudi mi smo ljudje, fajn je iti ven, fajn se je podružiti, fajn je spiti kak kozarček. Je pa z tega viduka sigurno pač bilo nekako bom rekel, dobra predpriprava za tisto, kar me je potem čakalo v karieri, ko sem pa dejansko šel ven iz okvira Slovenije in šel igrati v tujino. Kakšen je bil pa potem tvoj odnos z mamo, ko si odšel od doma, glede na to, da je bila ona tista, ki je vse vajeti držala v rokah v vaši družini po smrti očeta? Zelo dosti smo bili na vezi, zelo dosti smo se pogovarjali. Zdaj prej, ki si omenila opravila hišna, to je tudi recimo ta vzgoja, ki smo jo imeli mi smo doma vse mogli znati delati, od pomivanja posode do likanja, do vsega, tako da na to sem bil pripravljen, ni mi bilo to nič tuje ali pa težko delati in ja, dosti smo bila na vezi, dosti smo se pogovarjali, itak so bili momenti težki, ki me je tudi seveda kot vsaka mama tolažila, da bo vse v redu in tako naprej. Kdaj pa je odbojka kot hobi dejansko prerasla v tvoj poklic? Pa jaz bi rekel, da že tukaj v Šoštanju, ko sem se priključil prvi ekipi z mladimi leti, sem nekako, to bo moja pot, to bo moja kariera in pač vse bom naredil, da sem najbolj uspešen v tem športu. Koliko časa si bil v Kanalu in kam te je pot vodila naprej? Potem 3 sezone sem preživel v Kanalu in po Kanalu sem šel pa v ACH Voli, takrašnji Autokomerc, kjer sem tudi preživel prečudovita 3 leta in kjer sem iz, bom rekel, naslednje stopničke spet šel na višji nivo, višja organizacija, boljša organizacija, igranje lige prvakov in tudi že po prvi sezoni nam je, bom rekel, z mlado slovensko ekipo, z domačimi igralci, z dodatkom tujcev uspelo priti na Final Four lige prvakov, kar je bil ogromen uspeh za slovensko odbojko, ki se še do dan danes ni ponovil. Tako da, ja, prečudovita 3 leta potem v Ljubljani, kjer smo res imeli pogoje spet ekstra fenomenalne in kjer se je ogromno tudi z finančnega vidika vlagalo v ACH kot vsa ta leta do zdaj in odlične trenerje smo imeli tam, odlične pogoje in ja, 1 leto smo bili na Bledu, živeli na Bledu, potem se je klub preselil v Ljubljano, 2 leti v Ljubljani in potem je pač pot vodila ven. Potem naprej. A si imel kdaj težave s soigralci, glede na to, da je to ekipni šport, odbojka, se morate razumeti, pomembno je, da ste povezani, da se razumete, če nekdo ven štrli tako ali drugače, verjetno klub ne more delovati enotno. Mislim, beseda enotnost je ena taka zelo, zelo dobra, kar si povedala, pa sigurno prihaja, mislim, tako v vseh ekipnih športih, mi smo na koncu ekipni šport, je vsak individualc za sebe in vsak ima neke svoje strahove, vsak ima neke svoje poglede in to pretvoriti v eno ekipo, ki bo funkcionirala na terenu, pač ni lahka naloga in seveda tukaj prihaja do trenj, do nestrinjanj med drugim, ampak so vse usmerjeno k cilju, ker na koncu vsi hočemo zmagati. Tako da, če bomo vsi dali vse za ta cilj, za zmago, pa ima vsak različne poglede, mislim, to ni problem, ampak je bolj to, da funkcioniraš kot ekipa in da kot taki na terenu potem prinesemo rezultate. Igraš na poziciji podajalca, ali si se kdaj preizkusil tudi na kakšnih drugih pozicijah?
Nažalost ne. Edino, kar sem imel napadalnih izkušenj, je to, ko smo v zelo mlajših selekcijah, bom rekel starejši dečki, pionirji, smo igrali sistem 4-2, kjer dejansko ko si od spredaj napadaš, ko si pa v zadnji liniji pa podajaš. Tako da to je moja, bom rekel, edina izkušnja z drugim igralnim mestom in moram poudariti, da pa s tem igralnim mestom smo pa bili državni prvaki za Šoštanju in sem bil celo MVP tega tekmovanja, ker še imam dan sliko doma. Zakaj si rekel nažalost? Zakaj v poziciji podajalca, ne pa napadalca, zakaj si rekel nažalost? Ja, zato ker, tako sem rekel prej, vsi bi radi kot mulci radi napadali in to, ampak potem je mene tako hitro pot vodila in sem res, rekel, vzljubil to mesto, potem mesto podajača, ker dozoriš, ker vidiš, kako odgovorna je to funkcija, kako pomembna, če ne najbolj pomembna v ekipi, potem drugače začneš gledati na te stvari. Katere uspehe pa šteje za največje v tvoji športni karieri? Pa sigurno vsi pomembni rezultati, kar se tiče na reprezentančnem nivoju. Ogromno sem imel uspehov tudi na klubskem nivoju, ampak klub pa reprezentanca to zelo težko primerljivo. Tle so drugačne emocije zraven, so drugačni pogledi, ki zastopaš slovenske barve na velikih tekmovanjih, je neka totalno druga energija, totalno drugi občutki in to je nekaj najlepšega, kar sem doživel v svoji 21-letni karieri reprezentančni, da vsakič, ko zapoje slovenska himna, da dobim kurjo polt in da mi je zmeraj bilo užitek in največje veselje zastopati Slovenijo. Proti kom ti je bilo pa najtežje igrati? Vseeno so verjetno kakšne tekme pustile v tvojem spominu še posebno sled. Bilo jih je kar dosti. Zdaj, če se obrnem na reprezentančni nivo, pač 3 finala smo igrali evropskega prvenstva, 3-krat nam ni uspelo in to je mogoče ena žal, ki ostaja, predvsem tisto evropsko prvenstvo, ki smo imeli skupinski del vse do polfinala v Stožicah tekmovanje in ki smo izločili močne Bolgare, pa potem Ruse, pa v polfinalu Poljake. Tisto je bila taka odbojkarska euforija in potem tisto finale v Parizu proti Srbiji. Ker sem jaz prepričan, da če bi to finale igrali doma v Stožicah pred to našo publiko, bi sigurno imeli zdaj zlato okrog vrata. Potem smo spet bili zelo, zelo blizu, 3-2 finale z Italijani izgubili. Tako da ja, mogoče res ta finala, če bi eno zlato imeli, bi bilo res fenomenalno. Seveda moram pa izpostaviti tudi same olimpijske igre in uvrstitev na olimpijado, ki je pa itak, rekel, nek najvišji nivo ciljev, želje, kar lahko ima en športnik, da prideš tam in da si res med tistimi 10.000 najboljšimi športniki na svetu, je pa tudi nekaj, kar mi bo sigurno za zmeraj ostalo v spominu. Govoriš seveda o olimpijskih igrah leta 2024. Kako pa je tam z organizacijo, kako je poskrbljeno za športnike, kako si jih doživljal, malce več, če nam poveš? Na sami olimpijadi? Mislim, fenomenalno že sama pot, že sama euforija, ki se je zbrala dejansko v Sloveniji, ki smo imeli ta srečanja, cela olimpijska ekspedicija, ki je šla gor, ki vidiš druge športnike, Janjo Garnbret, pa vse ostale naše vrhunske, pa rokometaši so bili tle. In tako težko opisati z besedami, že sama ta euforija, preden štartaš tam, vsi oblečeni, nek olimpijski duh, ki rečejo, ga res dejansko začutiš. Že sama pot tam na letalu, potem prihod v vas, če sam gledaš okrog sebe, upijaš, snemaš, gledaš, fenomenalno. Zdaj, kot sama organizacija je res na zelo vrhunskem nivoju, tam je točno vse tempirano do zadnjega
momenta, kam moraš iti, kaj sama vas je pa itak impresivna, pač sama po sebi, ko srečuješ vse te zvezde, ješ z njimi v jedilnici, se poslikaš z njimi. Koga si se pa recimo najbolj razveselil, da si ga srečal na olimpijskih igrah, katerega športnika? Djokoviča smo videli v vasi, ampak on je bil v vasi cel čas, je prišel noter pozdraviti, recimo on je tak en, rekel, ekstra vrhunska oseba in človek in športnik, ki zmeraj rad preberem njegovo literaturo ali pa ga spremljam in tako. Ampak je šel v jedilnico in gruča ljudi za njim, tako da smo v bistvu stala, tako sem ga gledal, pa mi je bilo res malo neprijetno, da bi šel zraven še jaz se slikati pa ga prositi za avtogram. Tako da on je eden izmed tistih, potem kaj so bili, ne vem, z Šruderjem sem se slikal, košarkašem nemškim, pa z NBA igralci od Kanade. Ja, mislim, ogromno jih je bilo na vsakem koraku, jaz se nekatere tudi ne prepoznaš, ker recimo, ne vem, jaz v eni atletiki ne sledim toliko, pa smo šli, je šla mimo nas, se ne bom zdaj spomnil imena, je šla mimo nas ena šprinterka, ki pa ima že ne vem koliko olimpijskih, pa evropskih, pa ne vem, svetovnih zlatih medalj, pa vsi čisto ono, jaz pa sploh nisem vedel, da je to ona. Tako da ja, mislim, ta sama vas je res nekaj na drugem nivoju. Kakšen odnos pa so imeli športniki iz drugih držav do male Slovenije? Pa zelo spoštljivo, mislim, mi tam v vasi nismo bili najmanjši, so bile še manjše reprezentance tam od nas, ki za nekatere tudi prvič slišiš, da obstajajo. Zelo spoštljivo, tudi mislim, sama naša lokacija, kjer je bila hiša nastanjena, je bila na zelo take dobre mesto. Če se ne motim, mislim, da je bilo dejansko to največja ekspedicija do zdaj, kar je šla v Pariz, najbolj številčna slovenska ekspedicija. Imeli smo, kot sem dejal, rokometno ekipo, tudi ženska rokometna ekipa, tako da že, mislim, z ekipnih športov nas je bilo veliko in vsi, po moje, nas gledajo z velikim spoštovanjem. No. Generalno nas, Slovence, športnike, ki itak vsem smo nek fenomen, glede na to, na populacijo, kako mali smo, kakšne uspehe delamo v svetu športa, je to pač nerealno. Če se vrneva samo v osnovno šolo, poleg športa, poleg predmetov, je zelo pomembna tudi prehrana. Imaš še poseben spomin recimo na šolsko kuhinjo? Nekateri omenijo, da imajo najraje čufte, spet drugi se spomnijo tistega medenega namaza, ko je več masla kot medu. Na kaj pa tebe vežejo spomini, če se spomniš na prehrano? Jaz sem res zmeraj komaj čakal, da pride ta malca vmes, da pač, ne vem, sem bil tak priden jedec, ne. Drugače pol pa v šoli, to pa moram, zdaj pa lahko priznam po tolikih letih, dostikrat sem se prešvercal, da sem šel na kosilo dol, ker včasih je bilo tisto kosilo, je bilo plačljivo, ne, in jaz sem dostikrat se naredil kar malo tako po svoje, urinil v vrsto in pojedel tudi dostikrat kosilo na račun šole. A je bila kakšna jed še posebej taka? Jaz rad jem vse. Mogoče čufti papirje je pa res ena taka, mogoče mi najdražje. Jo še zdaj rad ješ? Tako. Si se moral kateri hrani še posebej odreči kot vrhunski športnik in se moraš še danes? Pa odreči ne, ampak seveda pač paziš, kaj ješ, ne. Še posebej, ko postajaš starejši, se dejansko vse, kar daš v usta, se ti pozna pri regeneraciji, pri vsemu in sem imel obdobje, ko sem zelo pazil na prehrano, tudi danes pazim, kaj dam v usta, ker dejansko vse vpliva, no. Mislim, iz tega, to je neka osnova, z tega štartamo z našim telesom, kako smo fizično pripravljeni, kaj jemo, kakšne suplemente uživamo poleg tega, od spanca do vsega. In prehrana je en velik dejavnik. Ali si imel kdaj vsega dovolj? Si kdaj razmišljal, da bi prenehal z igranjem odbojke? Sigurno so se pojavili taki momenti v karieri, ne vem, že tudi v mlajših selekcijah so bili taki momenti, tako sem prej
dejal, recimo, že ko sem začel odbojko, so bili momenti, to je tisto, kar smo se prej pogovarjali, ko sem zgubil očeta, pa sem se sam še malo lovil, kako in kaj. In tle potem ljudje, ki te obdajajo, ki so okrog tebe, pač te nekako usmerjajo v pravo pot. Zdaj, tisti, če govorimo o profesionalni šport, tujina, mislim, da bi prav nehal, ne, ampak priješ pa v situacijo, da ti je težko in se moraš zboriti. Jaz, res moja karijera, tako, ki jo gledam, je bila kar naporna v smislu, dosti nekih stvari, dejavnikov je bilo, ki so se dogajali, ne vem, prvič, ko sem šel v tujino, bom dal primer, sem šel v eden izmed največjih klubov na svetu, z največjo fan bazo na Poljsko, 3-letno pogodbo sem podpisal tam in sem nažalost po 3 mesecih zaključil zgodbo tam, ker sem pristal v nemilosti trenerja, politika nekaj od zadaj se je zgodila, od agentov, menedžerjev in dejansko prvi moj odhod v tujino je bilo zelo slaba izkušnja, ker sem se po 3 mesecih vrnil in iskal nove rešitve, iskal nove poti, kako naprej. In ja, tako da sigurno so se dogajale take stvari skozi kariero. A se ti zdi, da včasih dajo prednost kakšni večji klubi denarju namesto talentu? Ja, bi se strinjal s tem. Ja. Bi se strinjal s tem, da je odvisno tudi od kluba. Ne. So klubi, kjer je ogromno denarja in je ogromno vložek in hočejo imeti rezultat takoj. Tako da je z tega vidika jasno, da ne bojo vzeli nekega mladega, perspektivnega, pa računali na njega čez 3 leta. So pa klubi z manjšimi budžeti, kjer je seveda to na tak način funkcionirajo in taka je, bom rekel, filozofija kluba, da se pripeljejo mogoče perspektivni, dobri igralci in jih se zgradi, da postanejo tisti najboljši. Tako da to je pa potem res vse odvisno od kam greš, kluba, kje si, recimo jaz lahko zdaj poudarim za nas v Kanalu ali pa CEM, je recimo ta vizija nam najbolj blizu, ker tekmovati, ne vem, v tem primeru za CHJ finančno je nemogoče, smo pa lahko, ne vem, drugi najboljši klub v Sloveniji, kar se tiče vsega ostalega, pa mogoče najboljši v smislu organizacije, tako da se tukaj trudimo, da res dvignemo stopničko višje in da imajo mladi igralci priložnost priditi in biti recimo v enem Kanalu, kateri je odbojkarski, in res graditi svojo kariero in napredovati, da bojo potem lahko šli ven igrati pa zaslužiti denar. Torej, rekel si, da si imel 3-letno pogodbo podpisano s Poljsko, po nekaj mesecih so pogodbo prekinili. Kako si se potem naprej znašel? Torej, neke načrte si imel, ko so bili pretrgani? Ja, mislim, se ti tako malo, pač je bilo obdobje, ja, zdaj, kako naprej, takrat sem tudi zamenil agenta, pa sem šel z drugim agentom in to je bilo vse novo za mene. Takrat recimo, če bi imel agenta takega, ki sem ga imel pol do konca, bom rekel, karijere, mislim, ne do konca karijere, zdaj za Slovenijo ga ne rabim, bi mi verjetno drugače znal in boljše svetovati takrat v tistem trenutku. Tako da je tudi to bila ena šola, da nisem s pravim agentom podpisal pogodbo. Ker imaš agente, ki jim je cilj samo, da je čim večji fee, da je čim več dobijo nazaj, zdaj, a je to zdrava sredina za tebe ali ni, jih niti toliko ne briga. In ta moj prvi agent je bil tak, da ga ni brigalo, pač dal me v najboljši klub na svetu, kar mu pač dan kapo dol, ampak mogoče ni bila to prava pot za mene, kar se je na koncu tudi izpostavilo, ker to je bil klub, ki je hotel imeti rezultate takoj. In nobeden ne bo mene tam čakal 20-letnega mulca, da bom jaz dozorel, da bom igral. In imajo pa take zmožnosti, da te lahko 1, 2, 3 zamenjajo in kupijo drugega. Jaz takrat recimo tudi sem naredil napako, ker mi je bilo ponujeno, da bi šel pa v eno drugo ekipo na Poljskem, kjer bi se kalil in bo potem čez leto, 2 prišel nazaj v to ekipo, ampak tudi nisem imel nekoga, ki bi mi znal prav svetovati. Jaz sem bil ponosen, to je prva ekipa Poljske, ne bom zdaj hodil v zadnjo ekipo Poljske. To je bilo moje razmišljanje takrat. Zdaj, če bi s to glavo takrat razmišljal, bi verjetno ta korak naredil. In tukaj mi je manjkala oseba, recimo, ki bi me znala prav svetovati. Pa se je pojavil ta drugi agent, ki smo dejansko potem 15 let skupaj sodelovala,
ker res smo naredila prave korake, pa prave poti, kako naprej, pa kaj je zdaj pomembno. In dejansko potem po Poljskem je pač moja naslednja destinacija bila Turčija, ekipa, katera je bila nekje na sredini lestvice, z dobrim trenerjem, mlada ekipa, in sem se nekako vrnil nazaj v ta kolosek. Kakšna pa je vse vloga agentov? Mislim, taka očetovska, poslovna, mislim, njihova naloga je, da te dajo v pravo sredino, da ti najboljšo možno finančno pogodbo uredijo in da skrbijo za tebe. Zdaj, jaz to gledam tek, dokler ne prideš v težave, tako sem jaz prišel, je lahko vsak agent dober. Pač ti zrihta en klub, ti si tam, klub nima finančnih težav, redna izplačila so in to je to. Zdaj, prvič, ko pa se pojavijo težave, je pa pol agent tisti, ki ti more znati svetovati, pa te recimo zaščititi v takih situacijah. To so pa redki, ker bo šel nekdo enemu klubu nasproti za tvoje dobro. In moj je bil tak. On je bil, mislim, še zmeraj eden izmed najmočnejših agentov na svetu in on točno ve, on nima problema iti, rekel, s klubu na sodišče ali pa se kregati s klubu, ker ve, da bo naslednjo sezono glih tako imel tam 2-3 igralca, zato ker ima tako bazo dobrih, kvalitetnih igralcev. Tako da z tega vidika moram reči, da smo odlično sodelovali, ker so se potem tudi v karieri dogajale situacije, kjer sem rabil njegovo pomoč in kjer, ne vem, nisem dobil plače 4 meseca in pač je uredil te stvari. Tako da je zelo pomembna figura za enega športnika, še posebej, ko se odpraviš ven. Tu so pol raznorazni in pravni vidiki in kako je zaščitena pogodba, v bistvu zelo, zelo pomembna vloga in predvsem za mlade, ki se odpravljajo ven, tisti prvi koraki, ki morajo biti narejeni prav. In tu je agent zelo, zelo pomemben. In kako se ti določi določenega agenta? Je on tebe našel? Pa dejansko mi smo se poznala že odprej. Poznala njegovega očeta sem poznal, ki je bil trener in nekako je, takrat sem igral v Franciji in je rekel, zakaj pa vidva ne sodelujeta, in je bil pač tudi moj bodoči agent tam poleg in pol, ja, zakaj pa res ne bi, in smo se drugi dan zmenila za zajtrk, smo se dobila in smo se čisto naturalno dogovorila, on je videl, mi predstavil svoje poglede, kako on mene vidi, kako me gleda, všeč mi je bilo njegovo razmišljanje in 1, 2, 3 smo se dogovorili. V bistvu niti nikoli dejansko nismo pogodbe podpisala in smo sodelovala vsa ta leta res na prijateljski bazi. V športni karieri pa pride do marsikaterih preprek, ovir, včasih ne gre vse po načrtih. In kako pomembna je pri športu, pri vrhunskem športu pozitivna naravnanost? Zelo, mislim, vemo, da v športu prihaja, predvsem v vrhunskem športu, do takšnih in drugačnih situacij in ti moraš zmeraj ostati pozitiven, zmeraj stremeti k nečemu boljšemu, zmeraj si postavljati nove letvice, nove cilje in to, da si pozitiven, sigurno moraš biti, ker če ne, mislim, te ubije, sam sebe ubiješ v negativi, če razmišljaš negativno ali pa da nekaj ne moreš ali pa da nisi dovolj dober. Tako da z tega vidika je sigurno velika lastnost to, da si pozitiven. Del športa pa so žal velikokrat tudi poškodbe. Koliko si jih ti nanizal v svoji športni karieri do sedaj? Moram reči, da nič kaj pretirano hujšega, sem pa imel težave in operacija kolena, komolca, dvojna hernija, tako da se je kar nabralo neke reči, ampak vse sem nekako prebrodil brez večjih, da sem bil odsoten, ne vem, dlje časa. Mogoče ta s hrbtom mi je delala največ težav in potem sem najdel neko pravi balans. To je pa tisto, pol se vračamo spet. Prehrana, počitek, kaj vse narediš, da bo tvoje telo pripravljeno na maksimalne napore. In dejansko sem tam v tistem trenutku tudi zelo spremenil način življenja in koliko sem dal več poudarka na obstranske stvari, od
stabilizacije, do močnega trupa, do vseh teh malih stvari, ki se jim moreš posvetiti v vrhunskem športu. Slej, ko prej bo prišlo za tabo, nismo roboti in če se ne posvečaš rehabilitaciji, vsem tem stvarem, pride za tabo. Kljub temu, da si veliko potoval, da si bil malo doma, tekme, odrekanja, ampak vseeno je pa lepo, da te nekdo čaka, ko prideš domov. In tudi ti imaš partnerico, svojo najdražjo Gordano. Kdaj in kje pa si jo spoznal? Spoznali smo se v Novi Gorici, takrat, ko sem šel igrati v Kanal. In tako moram priznati, zdaj mogoče bo to malo tako zvenelo, jaz prvič, ko sem spregovoril z njo, ko sem jo videl, sem rekel, ti boš moja. Ti boš moja in mogel sem se jaz ogromno truditi, da je ona postala moja. Ampak ja, srečno smo že skupaj živima toliko leta in toliko, koliko se je ona odrekla ali pa odrekala svojim sanjam, svojim ciljem za to, da smo mi bili vsi skupaj kot družina, 3 prečudovite otroke imamo in zelo, zelo pomembna je bila in je sama ta pot, da imaš podporo, tako kot jaz zmeraj poudarjam, da je pač ona steber družine. Tle zdaj ni moški, ženska, da se karkoli delijo, ampak ona je steber družine, ker jaz kot vrhunski športnik sem lahko bil miren in nisem rabo razmišljati, a je doma poskrbljeno, a je težko. Ona nikoli v celi te 16-letni karieri, kar sem zunaj igral, enkrat mi ni pojamrala, da je težko, da bi prišel domov ali karkoli. Je res taka čvrsta, stabilna oseba in jaz sem res hvaležen. Jaz to si ne vzamem, da je to samoumevno in sem res vsak dan hvaležen za to, da jo imam, pa da je taka, kot je. S čim te pa prepričala že tisti prvi trenutek, da si vedel, da je to to? Zato, ker je bila, delala se je nedostopno in mi dala prvi trenutek jasno vede, da ne bo nič. Da ne bo nič, da čist me je ohladila, totalno ni imela interesa in tisto je verjetno v meni pognalo še tega ognja, da se pa še bolj potrudim, poleg tega, da mi je bila vizualno všeč. In kako sebe vidiš kot očeta? Kakšen si? Prizanesljiv, mogoče glih iz tega razloga, ker dosti časa sem bil odsoten, dosti časa nisem bil v vseh momentih z njimi in je tu žena prevzela nekako obe vloge in potem seveda, ko prije tata domov, je vse lažje, vsi lažje dihajo, ker ne bo več tako strogo, ker tata pusti vse. Ampak ja, mislim, da sem pošten, predvsem to, da sem pošten do njih in da toliko, koliko se bojo posvečali, toliko, koliko bojo pridni, toliko bojo dobili nazaj. Ali lahko potegneš kakšne vzporednice o vzgoji tvoje mame do vaju z bratom in vzgoje tebe do svojih otrok? To so drugi cajti. Drugi cajti. Zelo mi je bila všeč vzgoja, kako sem bil jaz vzgojen in na kak način. Pa vemo vsi, da ne bomo zdaj pred kamero govorili, če si naredil lumparijo, vemo, ko si bil kaznovan. Tam danes ni več tega, pa se ne, da jaz hočem reči, da je to pravi način, ampak nekako smo zgubili smo vrednote, kaj je pomembno v življenju. Zaradi samega načina življenja, vse se nam hitro odvija, nimamo časa več en za drugega. In to je mogoče največji problem v današnji družbi, ker se ne pogovarjamo več toliko, koliko smo se včasih. Ogromno ostalih motečih dejavnikov. Telefoni, gledane recimo v te aparate. Točno tako, telefoni, tablice, vsega Boga imajo in ni več tistega pristnega. In da se usedeš zvečer, da poješ skupaj obrok, da se pogovarjaš, kako smo preživeli dan, kaj si delala, kaj si delal. In to je tisto, kar nam manjka in tega je bilo včasih dosti več.
Ampak tudi tvoja hči se je usmerila v šport, v odbojko, če se ne motim. Torej, Tako je. je verjetno pomembno, da otroka nekam usmeriš, da ima nek hobi, ki lahko preraste tudi kasneje v ljubezen oziroma v Jaz sem profesionalno. zmeraj samo ustrajal, sem da se upišejo nekam v šport, pa ne glede na to bilo kak šport. Recimo Anastasija je trenirala dolgo časa ples, do nekega trenutka, kjer je res fejs zrasla in tisti ples je v copatkah in so začeli trpeti gležnji kolena in je videla, da to ni več za njo. In potem se je sama odločila, da bo šla odbojko. Jaz sem navijal za to, da gre odbojko, ne moram reči, da nisem. In ja, ustraja, je pridna. Tako da, mislim, vse je na njej. Jaz jo lahko vso znanje sveta predam in ji povem, ampak je vse odvisno od nje, koliko bo posvečena, koliko si bo to res želela in to zmeraj poudarjam. Pač, ti si lahko hčerka od Vinčiča, ti moraš dokazati to na terenu verjetno še krat 3, da boš uspešna. Tako da nimam pa kaj reči, je zelo pridna, je posvečena in to je tisto, kar mi je najbolj važno. Če bo pa jutri končala igrati, pa jaz res nimam nobenega problema, samo da je ona meni zdrava, da je vesela v tistem, kar dela in da je srečna. Dejan, živel si v 6 državah, to je 6 različnih jezikov, kultur, družb, pa si se kdaj videl v tujini, recimo, da bi lahko kjerkoli druge živel svojo družino zavedno kot v Sloveniji? In če ja, kje? Vse posod nam je bilo lepo. Recimo Poljska, kjer sem se zadržal tako najdlje časa, mi je zelo prirasla k srcu, tudi jezika sem se naučil in fajna država generalno za živeti, za odbojko sploh. Nemčija recimo tudi fenomenalno, v Franciji je bilo lepo, tam ne bi živel nikoli. Zakaj? Pa zato, ker je tako je, kako bi to olepšal. Umazano je, prevelika gneča ljudi, ni to za mene. Pa sem v zelo lepem mestu živel, Narbonne pa Beauvais, ki so tudi manjša mesta, ampak in tudi že sam jezik. Recimo francoščine sem se tudi učil, sem hodil v šolo, sem se jo poskušal naučiti, pol prideš v market, pa se trudiš, pa poskušaš, pa te noben niti ne proba zastopiti, razumeti, kamoli, da ti kdo pomaga. Tako da že taki ljudje so mi hladni, ampak ja. Te dve, recimo Poljska, Nemčija, tu je bilo fenomenalno. Turčija recimo je bila meni tudi ena izmed top destinacij. Sama njihova kultura, hrana, kaj vse ponuja Turčija. Tam smo se po mojem imeli tako res tudi najbolj lepo. Tako da bi se pa videl, kje je živeti drugje, razen kot v Sloveniji, pa zelo težko. Z reprezentančnimi kolegi ste pa spletli v vseh teh letih zagotovo tudi globoke vezi. Nedavno ste posneli tudi dokumentarec Bratje z igrišča. Bi lahko rekel, da ti je kdo izmed tvojih odbojkarskih kolegov blizu kot brat? No, seveda. Mislim, tle že sam dokumentarec, kako je izpadel, kako smo prikazani dejansko tako, kot je bilo, in tle pač Alen, idejni vodja, in vse skupaj, na kak način se je to začelo in kje se je ta zgodba zaključila. Ena fenomenalna pravljica, zgodba. Na to, kar pa zmeraj poudarjam, najbolj sem ponosen, super, vse lepo in prav, uspehi so bili in bojo, ampak da smo tako vez vzpostavili med sabo, da smo res, tako naslov sam pove, bratje z igrišča, smo tudi bratje izven igrišča. In to je na nekaj, kar bom najbolj ponosen, da nam je res uspelo tako bratstvo vzpostaviti, tak kult reprezentance in tako, bom rekel, vez, ki verjetno nikoli ne more biti pretrgana. V tem prijateljstvu, ki bo trajalo zavedno. Tako.
Kaj pa navijači, ki pridno spodbujajo igralce na tribunah? Rekel si, da se spomniš Stožic, kako pomembno je bilo, da so navijači glasni, kako pomembni pa so dejansko, ali jih registriraš takrat, ko igraš? To je zelo težko opisati z besedami, ima tako energijo, ki ti dobiš od navijačev pred polno dvorano, ki so, ne vem, Stožic v tem primeru, 12-13 tisoč ljudi, ki vsi navijajo za tebe. Sej ti odklopiš, ti, ki si v sami tekmi, si toliko fokusiran, da ti res ne slišiš, kaj se dogaja okrog tebe. Čuješ sam neko galamo, neke vzklike in navijanje, ampak je ta energija, ki ti jo dajo, ki bi lahko, ne vem, na kakem drugem parketu verjetno zaključil tekmo že prej, tle ti pa dajo toliko dodatne energije in moči, da zmagaš naslednjo točko, naslednji set, tekmo. In mislim, na koncu brez navijačev, mislim, nima smisla niti igrati bilo kjer šport. Oni so tisti, ki smo rekel, sodobni gladiatorji smo mi za naše navijače, in brez njih je to, mislim, nima smisla. Kdaj pa so te, recimo, navijači prvič tako prepoznali, ki je na ulici, ali pa da so želeli avtogram se fotografirati s teboj, in kaj si občutil takrat na začetku, ko se je morda to prvič zgodilo? Pa veselje, po drugi strani pa tudi malo ti je narodno, ne, na začetku, kad te prepoznajo pa hočejo avtogram, pol itak to skozi leta prerastejo, pač v nekaj normalnega. Jaz se res trudim, da res vsakmu ustrežem, pa da se vsakmu posvetim vsaj toliko malo, koliko lahko. Ampak ja, mi v Sloveniji smo pa te generalno bolj, kar se tiče tega, zadržani. Bolje tek, ko greš mimo nekoga, pa pol slišiš v odzadju, ja, Vinčič pa še petanje, recimo drugod so kulture čisto drugačno, te takoj napadejo, recimo na eni Poljski, jaz na večerjo, težko da sem šel ven, ker to je bila gruča ljudi, se takoj nabere tam in želi intervju in sliko, tako da ja, zaradi tega je tudi Slovenija toliko fajn, da si tle, ker nimaš... Torej si skromen, kljub temu si ostal skromen in te to ni nikoli prevzelo, ta prepoznavnost. Ne, kje, mislim, to bojo mogli ostali reči, jaz res, tako sem rekel, vsakmu se želim posvetiti, če je le možnost. Ne vem, dam primere, ne vem, tudi na Instagram ali pa prek Facebooka, če me kdo od kakih mlajših kontaktira, zmeri z velikim veseljem odgovorim, ali pa če rabi kak nasvet ali pa karkoli, tako da si vzamem čas, je pa res, da mi ga primanjkuje, ampak poskušam biti tak dosleden. Letos pa si prišel še do ene prelomnice in sicer si zaključil z igranjem v reprezentanci. Koliko časa pa se je rojevala ta ideja? Verjetno ni bilo kar z danes na jutri. Ja, mislim, moja nekako ideja je bila, da po olimpijskih igrah se ta moja pot zaključi, zapakira in bil sem pomirjen s to odločitvijo. Je pa, moram reči, da kar šlo nekaj časa mimo, dokler sem se jaz sprijaznil, da je to to. Dejansko pač že samo fizično ni šlo več in tudi mentalno zelo težko. Ta poletja naša reprezentančna so res zelo dolga, ne vem, se lotimo 5. maja, končamo konec septembra, potem greš v klub in vse to pri letih, kot sem, pusti določene posledice in tudi mislim, da je čas za neke nove obraze in mlajše igralce. Dejansko mi je potem po tej odločitvi, ki sem jo sprejel sam sabo, je pa sledil klic novega selektorja Fabijota Solija, če bi se pa še priključil v tej Ligi narodov na začetku in itak ni rabo dolgo, da me prepriča in sem bil potem še 2 meseca zraven, pomagal pri tej tranziciji. Dosti mladih fantov se je priključilo zdaj v reprezentanco in nekako jim bil tle opora in sem jim poskušal pomagati in dati nasvete, predvsem Nejcu Najdiču, kateri je na moji poziciji. Bila smo tudi cimra in nekako to je bila moja vloga. Pač trener je rekel, da bo probal res čim manj me koristiti za tekme, razen če res ne bo nujno. In potem po 2 mesecih pač smo rekli, da bo to, da je zadosti. Tudi jaz sem potem bil že
kar fejst izčrpan in nekako dal res tiste zadnje atome tej reprezentanci. Tako da ja, jaz sem vesel, njihov največji navijač od zdaj naprej in zmeraj jih bom spodbujal in bil za njih v vsakem možnem smislu. Nadaljuješ pa z igranjem odbojke, spet v Kadalu in tudi prenašaš znanje na mlade kot trener. Tako je. Zelo sem vesel, da sem dobil to priložnost, da sem se lahko vrnil domov. Kanal mi je ogromno dal in poskušam zdaj nekako vračati vse to nazaj. Klub je bil v nekaki stagnaciji zdaj zadnjih 15 let in nekako po pogovorju z direktorjem, predsednikom kluba, direktorjem podjetja Alpacem, kaj moramo narediti, kak je načrt, cilji. Nekako všeč mi je bila cela ta vizija in zgodba in videl sem se noter, videl sem se, da lahko dosti stvari jim dam, v vsakem smislu, igralskem, organizacijskem in zaenkrat delamo prave korake naprej. Igram še za naslednjo sezono, imam igralno pogodbo, potem bo pa verjetno čas za slovo odigranja odbojke, ampak definitivno se pa vidim, da bom ostal v odbojki. Zdaj, drugo je pa šola odbojkarska, kjer nekako skozi kampe, katere jih organiziram skozi vsa ta leta. Letos je bil že 5. leto zapored v Gorici, prvič v Velenju, kjer imamo res fenomenalne odzive staršev, samih otrok. Sem to prenesel v Novo Gorico, nekako kot nekaka podružnica Alpacemu, kjer mislim, da mora biti baza otrok v Gorici in okolici in se nadaljuje ta šola za fante. V Velenju pa v sodelovanju z ženskim odbojkarskim klubom Šoštanj Topolšica pa za punce. Tako da se trudimo na obeh lokacijah z mojo fenomenalno ekipo, da poudarim, ker brez njih pač ne bi šlo, od trenerjev do samih, ki pomagajo pri organizaciji, da spišemo neko lepo zgodbo. Dejan Vinčič, še bi lahko klepetala, pa naj bo to dovolj za danes. Za konec pa še eno vprašanje. Kaj bi danes sebi svetoval kot 12-letnemu Dejanu? Isti bodi. Kratko jedrnato. Isto bodi. Bodi trmast. Tako sem bil trmast, tako sem danes trmast. Visoke cilje sem si postavil že takrat. Nič ne bi spremenil. Hvala, Dejan, da si vzel čas za današnji pogovor in seveda naj bo tvoja pot še naprej tlakovana z uspehi, s trmo, z močno voljo in z iskrenostjo, ki jo premoreš. Hvala tudi vam. In tudi vam hvala, spoštovane gledalke in dragi gledalci, da ste bili v naši družbi.